Danes smo tukaj, da predstavimo tole knjigo z naslovom Zmaj nad mestom. In z nami je tudi avtor te knjige, Sebastijan Pregl. Tako da, dober dan. Dober dan. Pa, dajva kar začeti s prvim vprašanjem. Kdo je Martin? Ja, kdo je Martin? Martin je en tak fant, zelo podoben današnjim fantom, ki hodijo tam v kakšen 4., 5. razred. Samo da tam okrog leta 1684 in malo naprej, ko se te zgodbe odvijajo, je bilo življenje malo drugačno. Martin je fant, ki je živel pač neko čisto običajno podeželsko življenje, dokler ni izbruhnila kuga. Potem v tem izbruhu je izgubil starše, sestro, brata. In nekako je imel to srečo, da ga je Valvazor srečal na Cerkniškem jezeru, kjer je Valvazorja nekdo pretental, spustil v eno jamo, potem ga pa izsiljeval, da mu mora plačati, da ga bo dvignil iz jame. No in takrat je pa Martin v bistvu stopil v zgodbo, nekako rešil Valvazorja in potem sta se spoznala in Valvazor ga je nekako vzel za svojega nekako pomočnika. Martin je zelo tudi tak, bom rekel, ustvarjalen, ima zelo tako bujno domišljijo. Tudi se je naučil pisati, tako da poleg Valvazorja, ki piše knjige, tudi Martin dela neke zapiske, piše neke svoje zgodbe. Je zelo radoveden in stvari ga zelo zanimajo in je tudi zelo pogumen in jih raziskuje. Torej, kdorkoli tudi od mlajših bralcev prime to knjigo v roke, pa vidi naslovnico, ve, da se bomo preselili v času nazaj. Da verjetno ne gremo v prihodnosti, ker potem bi bili na naslovnici kakšni leteči avtomobili ali pa še kaj podobnega. Pa me zanima, glede na to, da so nekatera vprašanja zastavili tudi mladi bralci, danes tebi, in namreč nekoga je zanimalo, kako natančno si pravzaprav preučil Valvazorja, pa njegovo slavo Vojvodine Kranjske, kako je potekalo to raziskovanje, da si ugotovil, v katerem času živi Martin? Ja, v bistvu je to že druga zgodovinska serija, ki jo pišem, tako da tokrat sem se lotil malo bolj resno. Pri zgodbah s konca kamene dobe sem se zelo zanašal na to, da sem zgodovinar, pa pozabil, da je to arheologija, pa pozabil to, da v arheologiji nič ne vem, ampak sem se potem naučil marsikaj. Mislim, ker knjig na srečo je veliko na to temo. Pri zgodbah Vojvodine Kranjske sem pa za osnovo vzel, se pravi, ko sem razmišljal, o čem bi pisal, mi je na pamet prišla slava Vojvodine Kranjske, ker sem jo kot fant zelo rad listal, vedno sem iskal unga hudiča, žene polhe na pašo, to se mi je zdela najbolj imenitna slika tam noter. Ne vem, zakaj si sicer nisem zapomnil, na kateri strani je, ker bi mi to precej olajšal. No, ampak nekako sem imel to knjigo v takem zelo lepem spominu. Zdelo se mi je pa tudi po drugi strani, da prav veliko o tem ni napisanega za mlade bralke in bralce in da je to ena taka vrzel, ki bi jo bilo fajn zapomniti. No in potem sem se seveda lotil, najprej sem slavo Vojvodine Kranjske malo spet prelistil, potem sem šel pa pravzaprav brati dela o Valvazorju. Nekaj je knjig, zelo veliko je pa tudi revijalnih objav, tako da v bistvu gradiva je veliko. In tudi sej dodatki, ki so na koncu vsake knjige, pravzaprav izpričujejo to, da sem se ukvarjal z neko literaturo in veri. Ker mi je to nenazadnje na eni strani v pomoč, se pravi, da pišem stvari takšne, kot so bile, po drugi strani pa, ko brskam po teh zadevah, pa tudi kakšno idejo dobim. Ne vem, ko sem enkrat nek članek bral o tekstilnih materialih v tistem času, se mi je tako izdelo to fajn vključiti v zgodbo, in sem to tudi naredil. Skratka, po eni strani je zgodba, kot jo začrtam, po drugi strani pa nekako od strani prihajajo notri še kakšni fragmenti, ki se mi zdi, da obogatijo te zgodbe z nekimi detajli iz tistega obdobja, ki zagotovo držijo, ker so pač res v strokovnih revijah objavljeni. Torej, recimo zaplet, ki se zgodi že precej na začetku zgodbe, ko Peka namočijo v Ljubljanico, drži.
To se je res dogajalo. Drži, in to vsi poznamo in to vemo, ne? Ampak ko sem pa te zadeve raziskoval, sem pa vmes najdel tudi tiste značke, ki so imeli berači, ki jim je potrjevalo, da so berači iz Ljubljane in zato so lahko znotraj obzidja beračili, medtem ko če te značke nisi imel, ne, so te pa te stražniki nagnali z mesta. Ne? To se mi je zdelo pa tako blazno zanimivo, ne? In to je v nekih knjigah ohranjeno, recimo, ker se je ohranil v bistvu račun tega, ki je izdeloval te značke, in je to za račun mestnim oblastem. Recimo, ne? Se ve, koliko značk so v tistem letu izdali. Tako nekako dobimo kar dober vpogled v neke take podrobnosti. Ne? Se pravi, namakanje peka, ja, vsi poznamo, vemo to zgodbo in ja, res se je to dogajalo, pa še drugi načini sramočenja recimo so bili v tistih časih. Ne? Potem so pa tudi manj znane, no? Tako kot na primer značke. Ja. Kaj pa recimo Ljubljana, ne? Tudi na začetku knjige je zemljevid Ljubljane. Zdaj, kaj pa to je? Tudi to natančno sta to z ilustratorjem povzela po slavi Vojvodine Kranjske ali sta vseeno imela majčkeno domišljijo vmes? No, domišljija je vedno vmes, zato ker v bistvu nisem našel v resnici iz tistega obdobja nobenega zemljevida, ki bi natančno prikazoval naprimer vsa mestna vrata, kje so bila. In potem moraš to skozi besedila raziskovati in luščati ven, kje bi to točno bilo, a ne. Tako da ponekod je bilo malo gibanja, ampak tam, kjer je ugibanje, sem se kar izognil, pa sem se rajšel prijel tistih stvari, za katere vemo, a ne. Zdelo se mi je pa recimo v tem delu fino pisati o Ljubljani, o stvareh, ki se pravzaprav do danes niso ohranile, pa vemo, da so bile, ne. Tako kot so mestna vrata, ki jih je bilo, mislim, da 6 plus 1 vodna, potem recimo grajsko obzidje, ne. To so vse stvari, ki so bile, pa jih danes ni. En majhen košček tega obzidja je ohranjen, bistveno manjši kot recimo iz rimskih časov, ne. Potem je en stolp ohranjen iz tega dela obzidja tam pri Lutkovnem gledališču odzadje, ne, pa tega niti večina ljudi ne ve, ne pozna, zato se mi je zdelo pač to zelo fajn vključiti v samo zgodbo. Zdaj, mlade bralce, ki so, kot sem rekel, poslali vprašanje, je zanimalo tudi, zakaj se tokrat Martin odpravlja v Ljubljano. Zakaj si se kot avtor odločil, da ga mora pot ponesti v Ljubljano, zakaj ni recimo ostal na gradu, zakaj ni tam nadaljeval kakšne zgodbe? Ja, to predvsem zato, ker sem hotel dodati neko dinamiko noter, ker na življenje na gradu nekako spoznamo vedno v uvodih v zgodbe, ker se vedno začne pravzaprav vsaka zgodba nekako ta se ne, zato ker pravzaprav na koncu prvega dela pride že v predmestje Ljubljane Martin, ampak dogajanje na gradu spoznamo v vseh delih. Ves čas opisujem, kaj se tam dogaja, kako živijo, ne? Se pravi, na eni strani to neko običajno življenje kuharica, njena hči, na drugi strani grafična delavnica, kjer Valvazorjevi učenjaki, ki jih je najel, plačeval skozi vsa ta leta, pripravljajo grafične liste, ne vem, pišejo, rišejo in tako naprej. Ampak ne, tako kot recimo v prejšnji seriji, ne, pri zgodbah s konca kamene dobe, kjer junaka odpeljam pravzaprav iz recimo kolišča, ki je bil na se pravi področju današnjega Ljubljanskega barja, ne, jo odpeljem do Jadranskega morja, pa potem čez današnjo avstrijsko ozemlje nazaj dol, kjer sem hotel prikazati v tistem primeru recimo, da so kolišča bila ne samo pri nas, ampak tudi v Italiji, Avstriji, Švici, Nemčiji, Franciji in tako naprej, in da je bilo življenje po eni strani dosti podobno, po drugi strani precej različno. Se mi je zdelo tudi tukaj pomembno pokazati to, kakšni so bili pravzaprav različni načini življenja v tistem obdobju. Ne. Eno je, če si živel na gradu, drugo je bilo, če si živel v vasi, potem spet drugače je bilo, če si živel v mestu ali pa v predmestju. In to so vse tiste stvari, ki se mi zdi, da pač lahko eno tako serijo bogatijo, da pač nekako prikažem različna življenja tistega obdobja. In povsod so veljala drugačna pravila, ne? Ja. Tako kot danes. V šoli se moramo obnašati drugače kot doma. Sigurno, ja. Potem pa se vplete v zgodbo prepovedana knjiga. Danes skoraj si ne moremo predstavljati, da so lahko prepovedane knjige, da imamo prepovedane knjige. Čeprav se dogaja, ne? Se dogaja, res je, žal. Ampak takrat so bile pa določene knjige prav posebej prepovedane. Ja. Zdaj, za kakšne knjige je šlo? No, tukaj je šlo v bistvu za protestantske knjige. Zato, ker če je že prišel Martin v Ljubljano, se mi je zdelo fino povedati nekaj več o Ljubljani, o zgodovini Ljubljane, vse, kar se nekako dogajalo v tem mestu.
pa nekako se ne omejujem s časom, ne, saj 100 let gor dol ni toliko bistveno. In se mi je zdelo fino upeljati še ta moment, da je bilo pač dobrih 100 let pred tem ta spor, a ne, v katerem prišlo tudi do požiganja knjig, izgona ljudi, ki so pač niso hoteli sprejeti vere oziroma se odreči novi veri, a ne. To so vse stvari, ki so zaznamovale prebivalce mesta. V tistem obdobju, ne, to, če gledaš pač toliko nazaj, dobro, danes do takrat je daleč, ampak ko gledamo pa iz perspektive Martina, pa ni spet tako zelo oddaljeno in je to spet ena zadeva, kjer bralec mimo grede zve nekaj o zgodovini Ljubljane, česar morda prej ni vedel. Ampak recimo to so tudi časi, ne, kjer so verjeli v različne sestavine, v različne zmesi. In zdaj tudi to upletaš, ne? Upletaš neke vrste alkemijo v knjigo. Pa me zanima, ali si kaj o tem odkril tudi pri tvojem zgodovinskem raziskovanju? Je kdo pisal o teh alkemističnih poskusih ali ne? Ne, o alkemiji nisem. Jaz sem v bistvu nekako mogel osmisliti pravzaprav to družbo, k kateri se zateče Martin, ne, da bojo malo zanimivi, drugačni, da se bojo ukvarjali z nečem, s čemer se običajni ljudje v tistem času niso ukvarjali. Zato se mi je zdelo po eni strani to, da tam probajo odkriti kamen modrosti, pa ne vem, z večnim življenjem so se ukvarjali in tako naprej, ne. Poleg tega so skrbeli za te knjige, ker so razumeli to zapuščino, kako je pomembna, da je treba nekaj narediti, je treba to ohraniti za kasnejše rodove. No in v bistvu sem to alkemijo dejansko res na ta način vključil. Medtem ko naprimer, ne, ko imamo pa zdravnika Marka Gerbeca, ne, se mi je zdelo pa pomembno to, kar skušam v vsakem delu teh zgodb narediti, da upeljem ali pa predstavim eno osebo, ki je v svojem obdobju bila zelo pomembna, pa smo jo do danes pozabili. In Marko Gerbec je resničen. Tako. Ja. Je resničen. Ja. Evo, to. On je resnična oseba, on je bil za medicino zelo pomemben, je pa blazno malo o njem napisanega. Ne? Tudi ko sem jaz iskal vere, sem zelo malo našel. Kar je to je kar malo grozno, pravzaprav, kako določene stvari, ne samo da so se pozabili, ampak tudi v strokovni literaturi zelo malo tega najdeš. Kakšne stvari praktično kar ni. Ne? In ja, no, to se mi zdi pomembno pri takšnih delih, kakšne ali ljudi, ali dogodke, ali kraje izpostaviti. Tako kot sem za Ljubljano rekel, pokazati nekaj, česar danes ne moramo več videti, česar se danes ne moramo prijeti, ali pa predstaviti nekega človeka, ki je bil zelo pomemben, pa danes pravzaprav sploh ne vemo, da je bil, ne? In tako naprej. Zakaj pa je bil tako pomemben, da si ga vpeljal v knjigo? Zdaj bi mogel prebrati, ampak on je bil začetnik. On se je zelo ukvarjal recimo s preventivo. Ne? To je zelo zanimivo. In bil je eden prvih zdravnikov, ki se je ukvarjal s preventivo. Je pa predtem, je doktoriral, mislim, da na Dunaju, pa potem še v 2 italijanskih mestih, zdaj rajš ne bi ugibal, v katerih piše pa v knjigi. Tako da je bil v tem obdobju, ne, v tem okolju, se pravi današnja Avstrija, Italija, Slovenija, zelo priznan in cenjen zdravnik, ne, ki je že takrat recimo opozarjal na nevarnost naprimer pitja alkohola, ne, in da naj ljudje rajš pijejo mineralno vodo ali pa vodo. Ne. Tako zelo zanimivo, no, tako je po mojem bil kar tak zelo izstopajoč mož. Skratka, on je govoril o tem, da pravzaprav so bolezni, ampak probimo odvzeti tiste se pravi stvari, ki slabo vplivajo na naše zdravje, na naše življenje, ne, in tako tudi ne bo prišlo do teh bolezni. Skratka, ogromno se je s preventivo ukvarjal. Tako da ja, no, meni se je zdel pač kot tak zelo zanimiv in zelo fajn za vključiti, ker sem pa lahko nekako zapeljal še to, kar so bralci in bralke, ki danes berejo te knjige, ne, se vsi še spomnijo covida. V bistvu v Martinovem času so se pa vsi zelo dobro spomnili kuge. Ne? Sicer v teh letih, ko se odvija zgodba v Ljubljani, te nevarnosti ni bilo, bila je takrat naprimer v Celju, ampak seveda, mesta so bila povezana, ljudje so vedeli, kaj se dogaja in ta strah je obstajal, ker takrat, ko je pa bila kuga, je pa ogromno ljudi umrlo, vsak je nekoga zgubil, pravzaprav ne nekoga, srečo si imel, če si preživel, ne? Na nek način. In se mi je zdelo tudi pravzaprav ta dva vidika malo povezati, ne? Se pravi nekaj, kar nam ni tako zelo tuje, samo ena druga bolezen je bila, ne? In potem je pač Marko Gerbec seveda z uno masko hodil okrog in pregledoval ljudi, ki so bili sumljivi pred obzidjem, ne? Ker v tem primeru, ko je bila nevarnost, da bi se lahko
da bi lahko prišel v mesto nekdo, ki ima neko kužno bolezen, so preprosto zaprli mestna vrata, nihče ni mogel ven, nihče ni mogel noter in to je bilo to. Tako da se mi je zdelo osvetliti fajn in delo zdravnika, obuditi nekoga, ki je bil pomemben, pa mal nekako tudi prebuditi v bralkah in bralcih ta občutek, ki smo ga vsi imeli, ko je bil pravzaprav COVID, da se malo spomnimo na to. S tem, da ko je bil COVID, smo bili mi v svojih domovih, tukaj pa so zaprli celo mesto. Tako, tukaj so pa zaprli celo mesto, se tudi niso čisto točno vedeli, kako se bolezni prenašajo, tako da so imeli kar nekaj težav. Kasneje so ugotovili, da ljudje, ki so odvažali trupla, naprimer, pa so bili veliko s konji, da oni ponavadi niso zboleli. Tako zanimive stvari, ampak dejansko vedeli niso. In tudi zaščititi se niso znali, tudi to, kar so zdravniki delali, ker so v te kljune nabasali notri neka zelišča in to jim prav nič ni pomagalo, ampak dejansko so bili pa zaradi vseh teh oblek in maske bolj zaščiteni. Tista zelišča sama po sebi niso to, da si imel pa dihalne poti zaščitene, pa nekako tako kot v času COVID ali pa zdaj v času gripe. Če si jih pač zaščitiš, je bistveno večja možnost, da ne boš zbolel. No, in Martin ostane ujet v Ljubljani. Tako, moralo se je nekaj zgoditi v tej zgodbi, ker če ga pripeljem v Ljubljano, zdaj kaj vse bi se lahko v enem dnevu zgodil, bolj malo, roko na srce. In zato, da bi zdaj spoznal nek utrip mesta, da bi lahko vse to videl, kar se je v mestu dogajalo, kajti zanje je bilo pa to vse nekaj novega. Tudi ko recimo, ko opisujem stolp piskačev, in so ob 11 prišli 4 možje ven v zelenih oblačilih, odigrali na pozavne pač, ne vem, neko svojo muziko, so ljudje vedeli, 11 je ura, ampak zanj je bilo pa to tako kot praznik, on je pa verjetno to samo za Božič v kakšni cerkvi kaj podobnega doživel, medtem ko je bilo to v Ljubljani nekaj običajnega, podobno kot, ne vem, kakšne fontane in te stvari, spomeniki, to so bile stvari, ki so bile pravzaprav v mestu za okras, bom tako rekel, zato da je lepše, medtem ko pri njih tega ni bilo. Tako da ja, to pokazati nekako to razliko med gradom, kjer niso živeli slabo, in mestom, kjer je bilo življenje drugačno. Na nek način živeti v mestu ni bilo prav enostavno, takrat. Ja, mislim, spet je bilo odvisno, v kjer družbeni razred si pripadal. Recimo jaz, če bi imel srečo, pa bi bil pisar, mogoče niti ne bilo tako slabo. Pa verjetno, če si živel na Ljubljanskem gradu, tudi ne. Tudi ne, razen če si živel v Ječi na Ljubljanskem gradu. No, torej Martina si ujel v Ljubljani. Tako. In sedaj ne more iz Ljubljane ven. Tako. In spozna eno druščino, ki si jo že omenil. Zdaj, za kakšno druščino gre? Kako si jo sestavil? No, jaz sem jo probal sestaviti tako, da bi bila zanimiva, da bi bili ljudje nekako različni po karakterjih. Predvsem sta dva vodilna moža, pri katerih je jasno, da ona dva to vodita, da sta ona dva pravzaprav možgana te druščine. Vsi ostali so pa pravzaprav neki ljudje, ki načeloma jima zaupajo in verjamejo, da skupaj počnejo nekaj dobrega. Predvsem za to gre. Za neko zaupanje, za neko prepričanje, da počnemo nekaj dobrega. Po drugi strani je bilo pa to tudi delno v nasprotju z zakonom in bi lahko zaradi tega bili kaznovani in to kar hudo, ker takrat so bile kazni vseeno malo bolj grozne kot danes, predvsem so bile fizične, o čemer tudi nekaj malega pišem, se dotaknem tega. No in v bistvu enako sem skozi njih želel, pa potem tudi, ko se pač tista gospa Sidonija pojavi, neka skrivnostna ženska, se mi zdelo tako pač te neke različne like, ki so nekako bivali v mestu. Od teh preprostih fantov, ki so pač delali to, kar verjamejo, da je dobro in slepo sledili recimo palčku, naprimer, ko je rekel, kaj bomo zdaj naredila, do recimo Sidonije, katere vloge v tem delu še nisem razdelil, ki pa pravzaprav, za katero pa zvemo, da pomaga pri teh nekih alkimističnih poskusih. Se pravi, izpostavi tudi žensko kot pomembno v tistem obdobju, da vendarle ni bilo čistko kot mislimo, da so ženske bile, so bile bolj odrinjene zagotovo, težje so se uveljavile, ampak vendar so tudi v tistem obdobju bile ženske, ki so bile zelo pomembne in ki so pustile svoj pečat. Ampak ta skupina teh ljudi ni zlobna skupina. Pravzaprav imajo nek cilj, nekaj drugega si želijo.
Ampak vseeno so pa preganjani. Ne? Zdaj, zakaj? Ja, to je pa v vsakem času tako, ne, da tisti, ki so na oblasti, se odločijo, kaj je prav in kaj je narobe. Ne. Predvsem navadno je tako, ne, da probijo zaščititi sebe in vse, kar je njim nevarno, ni v redu. Ne. To prepovemo. Ne. Temu smo priča danes, ne, in tako je bilo v preteklosti in tako bo tudi v prihodnosti. Ne. Zdaj celo, kakor se ta prihodnost kaže, bo tega še verjetno malo več, kot je bilo do zdaj. Ampak ja, ne, vedno je tako, oni se ukvarjajo pač z zaščito teh knjig, za katere vejo, ne, se pravi zato, ker ta glavna dva vesta, da so pomembne knjige, ki ste jim to razložila, ne, gre za slovensko besedo, prve slovenske knjige, ona dva razumeta, kako pomembno je to in da gre tukaj za ohranjanje neke dediščine. Mogoče sicer ne s temi besedami, ampak na ta način se zavedata. Vsi ostali, ki so pa bolj močni in morda malo manj pametni, a ne, pa tudi to razumejo kot neko poslanstvo, da počnejo nekaj, kar je pozitivno, nekaj, s čemer pripomorejo mogoče k boljšemu svetu. In te knjige so res obstajale? Ja, te knjige so res obstajale, še danes obstajajo. Kaj bi se zgodilo, če jih ne bi bilo? Ja, če recimo ne bi bilo takih ljudi, ne, ki so jih zaščitili. Ja, ne vem, kaj bi bilo, ne, to težko odgovorim, ampak verjetno bi nekaj manj vedelo o tem. Ne. Mislim, če se ne bi ohranile. Sej v osnovi jaz mislim, da ko so se knjige v slovenščini pojavile, so svojo vlogo pravzaprav kar dobro odigrale. Ne. Je pa res, da se potem lahko stvari pozabijo, ne, pa se potem kasneje na novo odkrivajo. Ne. Ampak ja, mislim, ne vem, kaj bi bilo, če se ne bi ohranili. Mogoče ne bi bilo knjigi naslov Zmaj nad mestom. Dragon over the city, v kakšnem drugem jeziku. Ne, jaz mislim, jezik bi se ohranil, ne, sej težava ni bila pravzaprav. No, še to, ne, sej o tem tudi pravzaprav, ampak to je mogoče res samo stavek ali dva, ne, omenam. Mogoče se tudi malo narobe to interpretira, ne, zlasti v šolah, da je to šlo za požig slovenskih knjig. Šlo je za požig protestantskih knjig. Med njimi so bile tudi nemške, tudi latinske in slovenske. Ne. Pri nas je bila težava samo to, da so bile to naše edine knjige. Pač v nemščini so bile še kakšne druge knjige, pri nas pa dejansko, ker so protestanti začeli s tem, ne, so bile pač to edine knjige. Zato je bil ta udarec za nas toliko mogoče hujši, ampak v resnici pa ni bilo naperjeno proti slovenskim knjigam, ne? Bilo je proti vsebini teh knjig. Ne? No, točno to je bilo vprašanje naslednje, ki ga je zastavil mladi bralec. Ali je res, da so požigali samo slovenske knjige? Ja, no, ne. Ja. Tudi v drugih jezikih napisane knjige so požigali. Omenjaš pa tudi alkemijo. Zdaj, majčkeno sva že omenila alkemijo, to je šlo prav za posebno vedo, ki je danes pravzaprav ne poznamo več, zares, prihaja iz zgodovine. Zdaj, za kakšno vedo gre, pa čeprav si rekel, da nisi našel prav nekih dokumentov o alkemiji, ali misliš, verjameš, da so jo takrat tudi v Sloveniji ali pa v Ljubljani ali pa v kakšnih drugih mestih preučevali, se z njo poigravali in tako naprej? Jaz mislim, da ja. Jaz niti nisem toliko iskal teh verov, ne, ker me ta moment niti ni toliko zanimal. Zdelo se mi je samo, da lahko eden od junakov na ta način postane mogoče malo bolj zanimiv, ker se ukvarja z nečem, kar meji po eni strani malo čarovništvo, malo znanost. A ne, to je pravzaprav neka, tako zelo grobo rečeno, predhodnica kemije. Potem, ko se je začela kemija razvijati, a ne, je alkemija zelo hitro zatonila. Ne? Ker prej verjetno je bilo to zelo povezano pri alkemiji z religijo, z nekim verovanjem, pa tudi, kaj pa vem, z nekimi predstavami, kaj lahko s tem dosežeš, ki niso bile čisto temeljene. Medtem, ko kemija je bila potem pač eksaktna veda, ne? Ki je vse te zadeve nekako niso imele več nekega pretiranega smisla, da bi se ljudje z njimi ukvarjali. Ne? Verjetno si zelo hitro potem veljal za čudaka. Če si mogoče 200 let prej bil zanimiv, pa napreden, ne? Ko si se z nečem takim ukvarjal, si lahko potem tako, no, nekako bil bolj tak mejni primerek. Torej, Matijo si zaprl v Ljubljano, spoznali smo druščino, nevarnost je bila tudi kuge, zapre se mesto, potem pa mora Matija spet reševati. Martin. Nekoga reševati. Ja. Martin, imenu je Martin. Ja, ne Matija, Martin. Čeprav tudi Matija je lepo ime, tako da mogoče lahko v 4. knjigi Matija. Jaz sem že malo strašil, kdo je pa Matija v knjigi, ker se ga zdaj najboljš ne spomnim. Martin. Ja. Skratka, misliš krakarja, kar rešujejo. Tako. Vidiš, preveč likov imaš v svojih knjigah. Ja, res jih je veliko, ne.
Ja. No, krakar je pa tudi, ne, se pravi, nekdo, ki ga lovi, se pravi, Martin pride v mesto in vidi, kako tam, se pravi, te čuvaji nekoga lovijo. Ne. Se pravi, če te čuvaji lovijo, ne, verjetno si ti nek zlikovc, ne, tudi danes. Če bi videl nekoga, ki beži pred policisti, bi si mislil, da je pač nek kriminalc, verjetno, ne. Verjetno ni, ne vem, pisatelj, ne, ali pač, ne. No, se pravi, probo sem narediti, a ne spet malo tega kontrasta med tem, kaj vidimo, pa kaj mislimo, pa po drugi strani, kaj je v resnici. Ne. Se pravi, to je bil spet nek človek, a ne, ki je bežal z neko knjigo, a imel abecednik v rokah. A ne. Ja. No, skratka, on ima abecednik, njega pravzaprav lovijo zato, ker je on del te druščine, ki čuva knjige. In v bistvu, ko ga začnejo loviti, ima v resnici pri sebi abecednik, kar bi se zelo slabo za njega lahko končalo, zato si on tam naključno izbere Martina, mu porine knjigo v roke in izgine. Ne. Skratka, ja, na eni strani nekdo, ki izgleda kot zlikovec, lovijo ga varuhi reda, a ne, in po drugi strani potem skozi zgodbo ugotoviš, da on ni zlikovec. Seveda ga ujamejo, ga zaprejo in potem se te naši junaki odločijo, da ga bojo šli reševati. Ne. No, in tam seveda, ker je Martin glavni junak, se mora on domisliti, ne, kako bojo to naredili. Ne. To se mi je zdelo tudi fajn, da se en fant tega domisli. Seveda s pomočjo nekako v sanjah, ne, se mu prikaže Valvazor in ona dva skupaj te zadeve rešujeta. To pa mogoče malo tudi to, no, se mi zdi, to se meni recimo včasih dogajalo v šoli, a ne, da sem se kakšne stvari učil, ne, pa ni šlo, ne. Pa sem šel pa spat, pa sem kar nekaj o tem sanju in potem sem dejansko zjutraj kakšne zadeve res razumel ali pa znal, ne. No, in tukaj se mogoče malo tako probal še to zapeljati, ta moment. Martin se potem domisli ideje, kako rešiti celotno situacijo. Ne? In zdaj se pa spet vrnemo k tej bojazljivi kugi. So se takrat res bali tudi zdravnikov? Ali samo bolezni? So bili zdravniki nekdo, ki se jih ni dotikalo, ki so bili povsem svoji ljudje? Ali so bili hvaležni, da te zdravniki obstajajo? Jaz mislim, da sicer so jim bili hvaležni, vendar niso hoteli imeti preveč opravka z njimi, ker so se bali, da tudi oni prenašajo te bolezni. In zato je tudi ta prizor, ne, na mostu, kjer imata v bistvu oba, ki sta oblečena v zdravnike, tudi sabo neke krvave krpe. Ne. Zjutraj so šli pa so kupili svinjsko kri, da so jih našpricali. Ne. No in potem, ko sta začela s tem mahati, seveda, jaz mislim, da vsak človek, ne, je to prva stvar, kar narediš, ne? To je refleks, ne? Da se probaš temu umakniti. Ne? Jaz mislim, da bi se vsak v takem primeru, ko gre za neko kužno bolezen, veliko bolj bal neke krvave krpe kot meča ali pa helebarde. Mislim, se tudi, če jih s helebardo dobiš po glavi, ni fajn, ampak vendar, ne? To se niti ni tako dogajalo. Ne? Medtem, ko ja, neka nalezljiva bolezen je pa dovolj, da mogoče nekdo pred tabo pomaha s to krpo in je konc za te zgodbe. Ne? Eden izmed bralcev je še vprašal, kako bi ti opisal, kaj je glavno sporočilo te knjige. Ali je glavno sporočilo samo to, kako je bilo nekoč živeti, ali je še kakšno drugo sporočilo? Ja, se mislim, da sva kar nekaj tega že naštela, ne, skozi to. Ne. Se pravi, teh plasti v knjigah je vedno več. Ne. Se pravi, na eni strani, kako stvari vidimo, da jih lahko pogosto vidimo drugačne, kot so v resnici, pa potem, ko stvari spoznamo, vidimo, ne, da je to nekaj povsem drugega, kot je bil prvi vtis. Potem tudi to, ne, življenje v mestu, življenje na gradu, ne, ta primerjava. Zlasti se mi je zdel ne kot sporočilo, ampak prikaz nečesa, česar se danes, kot sem prej rekel, ne moramo dotakniti, nekaj, česar danes ne vidimo, pa je takrat bilo, ne, in zapisanje, kako je narisanje, tako da se to skozi zgodbo nekako si lahko potem predstavljamo, kako je izgledalo. Tudi recimo razmišljanje ljudi, nekako ta mentalna vpetost, ne, Valvazorja vedno prikazujem kot nekega naprednega moža, ampak seveda tudi mesto je bilo tako, veliko je bilo naprednih, veliko je bilo pa tudi tistih, ki seveda niso tako razmišljali, ker moramo pa spet to upoštevati, da je to eno obdobje, ne, ko se je še vedno verjel v čarovnice. In Valvazor kot zelo učen mož, ne, ki je vedel vse na tem svetu, je rekel, da najprej je treba izkoristiti vse možnosti, da ugotovimo, da ne gre za čarovnico. Ampak polka pa vse to izkoristimo, ne, nam pa mogoče nič drugega ne preostane, da priznamo, da je pa res čarovnica. Ne. Tako da, ja, ne, se pravi, po eni strani znanost je napredovala, ljudje so res v tem obdobju že ogromno vsega vedeli, ne, tisto, kar se mogoče v stoletjih predtem pozabili tudi.
Po drugi strani pa ja, je bilo pa to, kar so verjeli, še globoko zasidrano v njihova življenja. In tudi življenje je bilo, se mi zdi, malo bolj kruto kot danes. Bolj si se mogel paziti, konec koncev, ne samo kuga. Cel kup bolezni je bilo, ki so bile lahko usodne, ali pa padec, zlom, karkoli, zastrupitev. Danes gremo, mogoče niti v bolnišnico ni treba. Samo pač, ne vem, do zdravnika ali pa niti to ne, vzamemo neke tablete in je težava rešena, takrat si pa umrl. Tako da v bistvu je bilo življenje sigurno bolj nevarno, bolj so se tega zavedali, zdaj kako so sami doživljali, ne vem. Ampak ja, skozi zgodbe pač se mi zdi fajn vedno prikazati različne plasti življenja, kakršno je takrat bilo. In tudi sporočil seveda je zaradi tega več, ne samo eno. Pač pokazati, kako je bilo. Če bi samo to želel, potem pač bi bila to mogoče bolj zgodovinska, malo bolj suhoparna knjiga. Medtem ko tukaj se mi je zdelo pač pomembno to, da pokažemo vse tiste, da probam nekako prikazati vse tiste nianse, ki so bile. Zakaj pa potem temu obdobju, v katerem Martin nekako živi in je v Ljubljani, pravimo tudi temačno obdobje zgodovine? Se takrat ni bilo več tako temačno. Ni bilo več tako, ne? Ja, Ampak vseeno. To je vse 17. stoletje, tako da ni bilo več tako temačno. Tudi že za Ameriko smo vedeli in tako. Ampak sigurno je pa to, saj tako kot sem prej rekel, te razne vraže in te stvari na eni strani. Potem naprimer kaznovalna politika, ki sem se prej čist mal dotaknil. To je ena, ne bom rekel krasna, ker pridevnik ni najboljši, ampak Andrej Student, zgodovinar, je o tej kaznovalni politiki eno super knjigo napisal, kjer sem tudi črpal iz nje. In iz tistega vidiš, kako je bilo dejansko takrat to kruto, kako pravzaprav, ne vem, od tega namakanje peka ali pa potem, ko so mogli osla, lesenga jahati in tako naprej. Skratka, to sramotenje ljudi, javno sramotenje. In ne samo, da so jih javno sramotili, pogosto so to naredili tako, da so v bistvu naredili na dan, ko je bil v mestu sejem, zato da je čim več ljudi videli. Če pa še to ni bilo dovolj, pa še kakšna muzika tam igrala, da je privabila ljudi. Se pravi, blazno so bili takrat ljudje kruti in so se znašali nad ljudmi, ki so se znajdali v neki nemilosti. Tudi to je recimo ena značilnost tistega obdobja. Zato recimo, ja, mračno, sigurno. Se mi zdi, da je bilo neke empatije bistveno manj, vsaj do drugih, mogoče do družine je še nekaj bilo, ampak do drugih pa manj. Pa tako kot so Rimljani imeli arene in se pravi bitke gladiatorjev, zato ker pač televizije ni bilo, pa so si to naredili, je bilo tukaj nekaj podobnega. Konec koncev tudi usmrtitve, to so bile javne prireditve, kamor se je šlo, da si nekaj videl, da se je nekaj zgodil tisti dan. Pa je bilo takrat bolj varno živeti v mestu ali zunaj mesta? Če rečeva, da si recimo nek sloj kot je Martin. Torej ja, jaz bi rajš v mestu živel. Se mi zdi, da v bistvu takrat je bil še zadnji val recimo lova na čarovnic, ko se je dogajalo in to je bilo zelo prisotno takrat in na Slovenskem in v bistvu en del Slovenije pa Avstrije, mislim, da je bil celo tako najbolj črn v Evropi, ker Skandinavci so te zadeve zelo tako poenostavili tam. Dokazati, da je ženska čarovnica ali pa moški čarovnik je bilo skoraj nemogoče, pri nas je bilo obratno. Recimo dobro, če gremo zdaj pač 300 let nazaj, preden se te zgodbe dogajajo, recimo so te vrgali v vodo in če si utonil, so razlagali, da voda je nedolžnega sprejela. Če si pa slučajno ven prilezel, si pa itak čarovnik, tako da pol so te še skurali, ko si ven zlezel. Pravi je boljše, da nisi znal plavati. Ja, kaj jaz vem, ali pa da te nekam daleč odnesel, tako da pa spol tam ven prišel iz vode. Tako da, ja, to je bilo, se mi zdi, v mestu vseeno mogoče malo bolj varno, ker takrat, to sem hotel reči, so bili primeri, ko so zažgali vse prebivalce neke vasi, ni šlo toliko za ženske, ja, primarno mogoče bilo res več žensk, ampak dogajalo se je, da so v bistvu za čarovnike razglasili moške, ženske, celo duhovnike, to tako, nihče ni bil pravzaprav pred tem varen. To je bilo tako res nevarno obdobje. Medtem ko v mestu se mi zdi, da je bilo vseeno malo bolj tako, drugače, malo distance je morda vendarle bilo. Kot si že omenil, si pa tu že vpletel en ženski lik, za katerega, če želimo pa več zvedeti o njej, moramo pa nadaljevati z branjem. Po mojem bo v 5. delu, ker 4. zdajle zaključujem, pa je ni, ampak v 5. bo pa spet. Aha. Torej, v 5. bomo več zvedeli, kdo je. Bomo več zvedeli, ja, kdo je. Zdaj pa najpomembnejše vprašanje od vseh. Zakaj naslov Zmaj nad mestom? To je pa res tako kar hudo vprašanje. Skratka,
pri serijah je vedno fajn imeti nek koncept, a ne, tako da naslov nekaj nakazuje, ne, se pravi zmaj nad mestom, zmaj kot simbol Ljubljane, zmaj lahko tudi kot neka v bistvu nevarnost, ki preti ljudem v mestu, ne, konkretno tem našim možem, ki skrbijo za prepovedane knjige, lahko tudi nevarnost za Martina, ki se sam, nek fant, ki se znajde pravzaprav zanj je bilo to vele mesto, če tako obrnemo. To je tako, kot da bi se današnji najstnik znajdel, ne vem, res v Londonu, ne. Tako je verjetno bila ta razlika, ne, med neko vasjo ali pa gradom, kjer je živel, ne vem, nekaj 10 ljudi, ne, ali pa mestom, kjer je bilo, recimo Ljubljana takrat imela okrog 20,000 prebivalcev, ne. To je bilo res za njih, po mojem, nepredstavljivo, kako veliko je, ne. Ali pa znotraj obzidja, mislim, da je bilo okrog 500 hiš. Ampak ja, če si bil iz vasi, kjer je bilo, ne vem, 7 lesenih koč, je 500 zidanih hiš res nora številka, ne, nekaj nepredstavljivega, ne. Tako da to, ne, pa zato, ker je dogajanje v mestu, ne, to se mi je zdelo pomembno, ne. Tako recimo naslednja knjiga je Pošast iz jezera, kjer se Martin in Valvazor podata na Cerkniško jezero. Tam sem hotel spet locirati, jezero kot jezero, ne. Pa seveda, ne, zato da mogoče tisto, kar zgodbo vleče, so vedno neke te napete situacije, ne. Tam se spravijo, pridejo 3 vitezi na Bogenšperk, pa grejo potem na Cerkniško jezero, ker jim je en grof pisal, da je neka pošast, ki dela škodo njemu, ne, pa tudi kakšnega človeka poje, ne. Tako da je to, ne, tukaj imamo pa pač mesto kot tako in zmaja nad mestom. Se morda v 4. ali 5. knjigi Martin spet kaj vrne v mesto? V 5. Ampak ne morem zdaj več povedati, to je bilo čisto grozno. Torej moramo prebrati 3. in potem čakati 4. Ja, bo treba. Sej 4. bo letos, verjetno novembra, ne? Ponovadi je to tako, ne? Da se novembra zgodijo knjige. In 5. drugo leto novembra, ne? Zelo pomembne so pa pri tej knjigi še ilustracije. Torej, kako so nastale te ilustracije? Sta se z ilustratorjem pogovarjala, katere ilustracije želiš, da so notri, si je sam izbral, kje bo kakšna ilustracija? Midva se z Juretom zelo veliko pogovarjava. Delala sva že prejšnjo serijo, se pravi Zgodbe s konca kamene dobe. No in ko sva se začela lotevati zgodb Vojvodine Kranjske, sem mu rekel, da naj upošteva to, da je bilo to eno tako temačno obdobje. In tako, kot sem ti prej rekel, ni bilo pravzaprav zares več toliko temačno kot 100, 200, 300 let pred tem, ampak vendar te vraže in vse to se je še ohranilo, to je še živelo v ljudeh. Sem rekel, vso to ikonografijo, ne, to malo gotsko, pa malo to heavy metalsko, naj kar naštudira, ne, kako je bilo s temi hudiči pa čarovnicami, da mu bo zelo prav prišlo. Potem sva pa v bistvu midva vedno tako delava, no, da jaz, ko zaključim besedilo, ga pošljem pač urednici zato, da vem, zdaj besedilo končano ni, potem pa bodi si ona, bodi si jaz, pošljava besedilo Juretu, potem Jure to prebere, potem se pa z Juretom dobiva, ne, in potem v bistvu on meni pove, kaj se njemu zdijo glavni poudarki, jaz povem pa njemu, kaj se meni zdijo glavni poudarki, ne, tako da nekako izmenjava to mnenje. Predvsem je pa pomembno to, ne, tega se jaz ves čas zavedam, da pravzaprav ilustracije nadaljujejo zgodbo tam, kjer se moje besede končajo. Ne. Tako je bilo že v prejšnji seriji in tako je v tej seriji, tudi namenoma so ilustracije črno-bele, zato da nekako še malo puščajo prosto pod domišljiji bralk in bralcev, ne, da si lahko malo po svoje predstavljaš, pa tudi sicer pri toliko velikih bralkah in bralcih je čisto brez veze, da če rečemo, da je nekdo imel, ne vem, oranžne lase, seveda si predstavljaš, kakšni so. Mogoče pri 4-letniku je fajn, da je pol še narisan, da je to oranžen, ne, medtem, kar se mi tukaj ne zdi potrebno. Poleg tega so pa lahko kakšne, te, bom rekel, malo bolj grozni prizori, so črno-beli sigurno boljš delujejo, no, še malo bolj grozni izgledajo, ne. Sej ne, da zdaj strašiva, ne, otroke, ampak probava tako nekako narediti malo privlačno, da je malo bolj skrivnostno, ne. Potem pa, tako kot sem rekel, potem se pa v teh prizorih pogovarjava, konkretno za to knjigo, no, sem pa tudi naredil eno ekskurzijo po Ljubljani. Sva se šla sprehajati, tako da sva šla od prizorišča do prizorišča, da sem mu razložil zadeve, ker tukaj sem si res lahko prvič predstavljal, ne. Sej naslednji del, no, ko se dogaja na Cerkniškem jezeru, pa opisujem tiste jame, mislim, ja, lahko bi šla tudi tiste jame gledati sam, nekako sej za samo zgodbo ni toliko pomembno, kako je. Medtem, kako govoriš o mestu, ne, je pa fajn, da veš, v katerem delu mesta je nekaj bilo. Ne. Da rečeš, tukaj so stala ta vrata, ne.
recimo ne vem, ta, skozi katera pride Martin, so bila tam na začetku Poljanske ulice, ne. To je bila moja pot v srednjo šolo, ne, 4 leta, tako da seveda so tam neka vrata, ne. No in to se mi je zdelo kar pomemben, ali pa recimo, ne vem, cerkve kot take, ne, kaj je že bilo, česa še ni bilo, lokacije, kje so bile, kje je bilo obzidje in to se mi je zdelo fajn, da greva skupaj čez. Pa v bistvu on naredi prve skice in potem še enkrat pregledamo, ne. Pa takrat je tudi že urednica vpletena, zato da nekako je, da je še uredniško pokrito, ne. No, potem gre pa zadeva na založbo, kjer dajo končno potrditev teh slik, oziroma včasih imajo še kakšno željo, pripombo, opombo, ki se jo potem tudi upošteva, no, in potem gre Jure v nek končni izris teh ilustracij. Jaz pa moram reči, no, da sem tako blazno zadovoljen, ker se res nekako z Juretom zdaj že toliko časa sodelujeva, no, da zelo malo besed rabva. No. Midva tudi, ko se pogovarjava, ne rabva 100 000 besed, da se določene stvari zmeniva. Zdaj to že kar tako luštano, tako vse nama je jasno in je fajn. Pol sam še malo izmenjujeva mnenja. Če, glede na to, da greva proti koncu, je še vprašanje od bralcev, kater prizor iz te knjige ti je najbolj všeč? Ja, to pa ni več tako enostavno vprašanje, zato ker to je tako, katera moja knjiga mi je najbolj všeč, ne, to je vedno problem. Recimo, s knjigami je lažje, ne, tukaj imam zelo tako že izdelan odgovor, ne, zdaj to je pelem malo stran, je vedno tako tista, ki jo pišem, ne, tista mi je vedno najboljša, ne, res vedno, in za odrasle in za otroke, ne, mi je tisto, kar ta trenutek delam, se mi zdi, da je najboljš, kar sem kadarkoli napisal, čeprav ni nujno, da na koncu tako izpade. Ampak če ne bi imel tega občutka, niti ne bi pisal, oziroma bi drugače probal, ne. Zdaj, prizor, pa dajmo pogledati na hitro, da se jaz spomnim, kaj. Jaz vem, da v bistvu, kar zadeva ilustracije, se mi je zdelo blazno pomemben Marka Gerbeca, da prikaže, ne, s tem klunom in to, ker je to tudi ena taka podoba iz tistega obdobja, ki jo imamo vsi v spominu. Zdelo se mi je pa mogoče najljubši prizor na nek način, tako mi je pa tam, ko čist na začetku, ne, ko Martin gleda ljudi, ne, ko opazujejo namakanje peka in se ne more načuditi, ne, odkje toliko krutosti. Zato, ker ta tretjič, ki ga ven potegnejo, je že nezavesten in res ni več v redu, ne, ni več hecno, ne, takrat zadeva postane resna, celo na neki točki se ustrašijo, da ta ubogi pek sploh ni preživel. Ampak on ga hoče kar še namakati, ne, kar ni konca, ne, se mi zdi tako, to se mi zdi fajn. Mislim, seveda, kako to doživlja Martin, a ne, da se on temu ne more načuditi, odkje vsa ta krutost, ne. Pa vmes sem se še nekaj spomnil, pa istočasno pozabil, tako da ostanemo pri tem. Mogoče se še spomnim, če bo še kakšno vprašanje. Odlično. Torej, Martin na koncu vseeno uspe priti z mesta. Ja, to je poanta serije, da nekako vseeno uspe nadaljevati svojo pot. Tako, ne? Ja. Nadaljuje pot nazaj proti gradu in sklepam, da se tam spet sreča s svojim gospodarjem, ne? Absolutno. Vsak začetek in konc je tak, da nekaj skupaj začneta, potem se mogoče včasih ločita, včasih ne. Predvsem, kar je pa pomembno, je pa to mogoče neko, da strneta neko razmišljanje o tem, kar sta doživela ali pa je eden od njiju doživel, ne. No, zdaj sem se spomnil, kaj sem hotel reči. Tudi všeč mi je prizor, ko Martin gleda en berač se tam pojavi in ta berač, on tako malo dobi občutek, da so berači ušesa in oči tega mesta, ne. In pol on razmišlja, ne, kako je to čudno, ne, ker njemu se to mesto blazno bogato zdi, ne, ko hodi tam med stojnicami, kaj vse se prodaja, kaj vse ljudje kupujejo, ampak po drugi strani so pa tudi berači, ne, tako bogato mesto, zakaj so tudi ljudje, ki pa ničesar nimajo, ne. In tudi to se mi zdi en tak fajn moment, en tak nedolžen pogled na svet, no. Lahko bi bilo drugače, ni treba, da je tako, ampak vendar je tako, ne. Pač fant, če odrašča, bo tudi to vse ugotovil, ampak ja, ne, ta njegova misel, ne. No in to se mi zdi vedno, da tudi nekako se vsak del nekako zaključi, bodi si sam, bodi si z gospodarjem, ne, se pogovorita o tem, kar pravzaprav sta nazadnje doživela skupaj, ali eden od njiju, in imata neko mnenje o tem, ne. To se mi zdi tako pomembno, da pravzaprav tudi neko pomembno sporočilo tega, da pač o stvarih je treba imeti mnenje. Ni treba, da se strinjamo,
zakaj bi se strinjali, fajn je, da imamo različna mnenja, ampak pomembno je pa, da imamo mnenje. Ne, da smo ovce in blejamo tako, kot nam nekdo reče, ampak da razmišljamo, si ustvarimo svojo sliko in smo pripravljeni mogoče o tem tudi spregovoriti ali pa zagovarjati to. Ali misliš, da je imel Janez Vajkard Valvazor kakšnega pomočnika ali uprodo? On je imel oprodo, obstaja tudi en, zdaj ne vem, je lesorez, bakrorez, neki so pač izrezlali, na katerem je Valvazor, oproda in pes. Ne? Je pa res, ne, da sem jaz to videl, po moje, ko je bil že prvi del končan, zato se pol pes po moje šele čudežno malo kasneje pojavi. Oproda je pa od začetka. Ne. In pazite sedaj to, mogoče mu je ime Matej. In ne Martin. Ampak rekel si Matija prej. Matija. Ne. Tako da zdaj ne vem, kdo je zdaj Martin, Kdorkoli Matija, na M. Matej. Ne. Jaz osebno navijam za Matijo. Okay, torej, še kakšno vprašanje? Se pravi, damo 5. del, ne? 4. del je vprašanje. zaključen, bo Matija prišel v 5. Ne? Super. Da ga lahko šmel. je pa psu ime. Ne, pes ne, ker je zdaj že noč, zdaj bi bilo čudno, ne, da v 5. delu dobi še ime. Tudi prav. Ja. Pes Matija je pa rekel, ne. Pa nič. Ja, ne, ampak lej, bo Matija, no, en zate se bo not pojavil. Vse Prmedo in Pujs je tudi tako, sva imela enkrat z Igorjem, en krasen nastop, so otroci z Levca bili, pa smo se pogovarjali, pa smo potem tudi skupaj naredili nov lik, ne, in smo naredili Želvo Marušo, ki rada piše pisma. Evo, zdaj so se pa midva pogovarjala, bo pa Matija prišel. Evo, malo vprašanje v prvi vrsti. Mene zanima, jaz sem pač, ko sem bral 3. knjigo, sem ful iskal pač, kaj je bilo povezano, da bi se recimo to zgodilo, pa bi bila pač naravni razlog, da se je to zgodilo do ljudi. Pol pa tam, ko pač en človek umre, ko gre iz hiše, mi še vedno ni jasno, kaj bi bil razlog za to. Kaj je bilo? Lej, lahko je bil potres, pač neka naravna sila se je zgodila, ne? In oni si vedno to potem razlagajo kot nekaj nadnaravnega. Zato ker takrat je tudi tista lopa, ki so imeli, se je podrla, vse se je neki tresel, samo te so imeli pač malo slabšo to kočo. Ne? In se je lahko to zgodilo. Sem pa tam še vedno pustil malo skrivnostno, zato ker vsi pa verjamejo, da je neka pošast. Ne? Tako da ne vemo čisto točno. Ampak načeloma vemo, da pošasti ni danes, tako da verjetno se je neka naravna nesreča zgodila. Ja, ampak kaj pa je tam vmes, ker je povolteno enega od teh vitezov 3. Aha, v not in ja. Ga potem naplavi ven, ne? Ja, ampak kako, če je razlagal, da se mi povedal za nekaj pošasti goriva? Ja, ampak to je on razlagal, ne? Na koncu pa, ko se Martin pa Valvazor pogovarjata, ne? Pa v bistvu Martin tudi, on točno to, kar si ti zdaj rekel, on začne to izpostavljati, on sicer malo drugače, zato ker tam z enim moškim govoril, ki je rekel, da zmaj ima 7 glav, ta je govoril o 3 glavah, ne, in je potem rekel, da aj to zdaj res, ne, komu verjeti, kaj zdaj res, to ali tisto, ne. In potem mu Valvazor kako mu reče, on mu na koncu reče, ne, da važno je, da verjamemo, da smo premagali nekaj slabega. In da zdaj ne gre niti, a veš, nekako mu skuša povedati to, da ne gre niti za to, a je zdaj bil v resnici zmaj ali ni bil zmaj, a si je ta vitez izmislil ali si tega ni izmislil, ampak predvsem verjamemo, da smo nekaj slabega v bistvu odstranili z našega življenja in da smo zdaj pred tem varni. Na ta način. A veš kaj, v tistih verih, no, na katere se opiram, sem našel eno krasno knjigo, mislim krasna, to je verjetno sam zgodovinari, kaj tacga rečemo, koliko je krasna, ko so za staro Ljubljano napisane vse zgradbe in zraven imaš vse lastnike po letih, ne? Tako kot se je v katastru ohranili, ne? Zdaj kakšne stvari pač niso ohranjene, ampak dejansko imaš resnične ljudi, se pravi imena, priimke, kdaj so živeli, kar je bilo meni blazno v pomoč, ko sem mogel dati kakšna imena ljudem v Ljubljani. Ne? Sem pač tisto odprl, pa malo pogledal, kaj mi je všeč. Ne? Tako da zanimivo je, kaj vse pravzaprav res najdeš. No? To je noro. Ne? Da pravzaprav za eno hišo veš za 400 let, kdo je v njej živel, kdo je bil lastnik. Tako, super je. No? Še eno vprašanje. Zihar je bil kakšen Matija. Ja, upam. Bi raje še nehal brati ali pisati? Ja, to je pa zdaj tako, ne. Dobro, mislim, to so težko vprašanje, ne. Sem rekel, prosim, kakšno lažje vprašanje, ne. Mislim, kaj zdaj to? Mislim, pisati mi je super, ampak si tudi ne predstavljam, kako bi bilo, če ne bi bral, ne. Tako da, a res se moram odločiti. A veš, ja, ne vem, po moje bi se odločil, da bom pisal. Čeprav potem bi verjetno začel malo slabš pisati. Po mojem bi bilo vedno bolj bedno, ker ne bi nič novega prebral.
Sploh, če ne bi smel brati, recimo, kad delam kakšne zgodovinske serije, če ne bi smel, se pravi, knjig, ki se ukvarjajo s tem obdobjem brati, ker res ne bi veliko vedel. Samo v bistvu se nekako ne da pisati, pa ne brati, ker pač že bereš sam za sabo. A ja, to je pa tudi res. Se pravi, niti sam za sabo ne bi bral. To bi bilo pa kar slabo. To bi bile pa res za nič knjige. Ja? Ker jaz ogromno popravljam. Veš, jaz tako pišem, brišem, pol še malo brišem in na koncu sem presenečen, kaj je 100 strani. Ja, rečem, wow, kako je to ratal. Pa toliko sem zbrisal. Ja. A želiš še eno težko vprašanje? Eno, pa dajva, ne. Kaj si misliš o polhih? O polhih, da so okusni. No, Mislim, tako so rekla, ne, v knjigi. ja. Ja. Torej mora biti res. Mora biti res, če to piše, ne. Ja. Ja. Odlično. Verjetno je tudi kakšen polh, ki mu je ime Matija. Polh Matija, to bi pa bil, ne. Matija, A vidiš, to je pa vidiš. kaj za Medo in Pujsi zgodbe. Torej imaš Medo, Pujsi, Želva, Maruša? Maruša. Mislim, tam je cel kup junakov, ampak ampak zdaj pa še polha polh Matija to z lahkoto zraven pride, ja. Tako. Ali pa Martin dobil porodo polha Matijo. Še Martin dobi enega polha, ne. Ja, to je zdaj že zapleten. Ampak če bo imel pa Martin oprodom Matijo, potem pa jaz absolutno Ampak- klicam samo še glavni lik in oporoda. Ja, ampak tako daleč ne bomo prišli, ne, ker zgodba se pravzaprav konča, ta serija se bo zaključila z letom, ko v bistvu Valvazor umre, kar se zelo hitro pol potem zgodi. A ne, ta prvo, zdaj bo še izid pač slave Vojvodine Kranjske, se pravi, natisnejo v Nürnbergu, v Nemčiji, potem pripeljejo sem, pa distribucija po svetu, se s to distribucijo se ne bom zelo veliko ukvarjal. Zanimivo je pa to, da je pravzaprav založništvo že takrat potekalo podobno kot danes. Ne, so bili založniki, so bili uredniki, vse to je že bilo, ne. Mogoče pri nas malo manj, v Nemčiji malo več. Valvazor si je v Nürnbergu poiskal in založnika in urednika. Urednik je imel sicer zelo svobodne roke, pa je zelo veliko kar sam napisal, zlasti v nekih čarovniških zadev boj, da je on veliko dodal, ampak le kaj bi mi brez njih, ne. Tako da mi je tako zanimivo, no, to je spet nekaj, ja, veš, kar sem zvedel, ko sem bral, ko sem se pripravljal na nadaljne pisanje, ne. Kar pomeni, da se bo s katero serijo končala ta Serijo? s Misliš, katero delam? knjigo? S peto. S peto. Peta bo torej zadnja. Tokrat vem to že od prvega dela, ker ponavadi nisem tako sistematičen. Aha. Še eno vprašanje. Mogoče bo lažje. Pač v slavi Vojvodine Kranjske je enkrat vmes, kako proba Valvazor narediti fosfor iz neke gusenice fluorescentne. Kaj si pa mislite o tem? Ja, jaz mislim, da je pač Valvazor predvsem vse prebral, kar je takrat bilo napisanega, ogromno je vedel in vse tako, kot sem prej rekel, on je marsikaj probal, vse tudi pri čarovnicah je rekel, ne, da prvo probimo ugotoviti, da ni. Pa pač smola je bila, če niso ugotovili, da ni. Ampak tudi tukaj jaz mislim, da vse, kar je zvedel, jaz imam pravzaprav zdaj v naslednji zgodbi, imam pa tisti oreh, ki v eni sami noči, se pravi, ozeleni, zacveti, obrodi plod in zjutraj ima plodove, tako kot ostali orehi, ne. To ima tudi nekaj noter, ne. In se mi tudi tako zanimiv zdel. Pač on je vse to šel probati, on je šel vse to gledati, ne. Smešno pri tem je to, da je on bil čist malo več 50 pa drubiš star, ko je umrl, pa je to vsega doživel, ne. Mogoče še mogoče uvod v Valvazorja, ki glih o njem govorimo. On je tako kot vsi te bogati otroci, plemiški v tistih časih, da prvo naredil neko osnovno šolo, to osnovno izobrazbo pridobil, potem je šel pa na potovanje po Evropi, kjer je prepotoval celo Evropo, celo v Afriki je bil, potem se je pri 31 vrnil in kupil 3 gradove, se kaj pa češ, ne, ko se enkrat domov, pa 3 gradove kupaš, poročil se je pa z ženo, ki je bila stara 13 let, ne, kar je bilo tudi takrat običajno, no. Ja. No, tok. Ja. Kakšna bosta pa naslova 4. in 5. knjige? Ja, zdaj naslednji del se dogaja v bistvu, nimam še čist naslovov izdelanih, no, v resnici. Naslednji del se v bistvu dogaja, je razpet nekje med, se pravi, gre ta oreh gledati in potem v bistvu je mal med Benetkami, pravzaprav pa Bogenšperkom zartenih zgodb razpet, tako da naslova, kot rečeno, ni, no. Zadnji del bo pa v bistvu o tem, kako knjiga izide, bo pa spet malo razpet med Nürnbergom, Bogenšperkom pa Krškim, kamor se je na koncu preselil. Torej naslova ni. Naslovov še ni, ampak enkrat bojo. Bo. Ja, ja. Super.
Še kakšno vprašanje? Mene pa se zanima, nič ni pa, on ima tudi otroke, ali če se ne znam. Ja, cel kup otrok. Cel kup, ja, od teh pa nič ne piše. Piše. Aha, piše. Ja, vse piše o njih. Ne, o njih, ne, v knjigah ni nič. Ne, v Slavi ni. So pa potem raziskali, kaj se je z njimi zgodilo. Ne. Nekaj je jih zelo mladih umrlo, ker je bila pač takrat smrtnost teh otrok zelo visoka. Potem vem, da en sin pa ena hči sta šla v samostan, ampak dejansko so pred leti najdel enega potomca v Avstriji. No. Tako, še živega, takrat je bil sicer že zelo star, tako da ne vem, ali je ta gospod še živ ali ni. On tudi pojma ni imel, da je kakšen potomec od Valvazorja, ne, tako da za njega je bilo tudi tako, ja, res fajn. Je pa imel, ne vem koliko otrok, ogromno jih je imel. 2 zakona sta bila, no, in ja, to je bilo res neka taka nora številka, ja. So raziskali potomce, jaz sem res to samo tako malo bežno prebral, ker se mi je zdel tako zanimiv. Super. Potem pa najlepša hvala. Veselimo se pravi, še 4. in 5. dela. Ali vsaj naslova. Ja, ali vsaj Matije. Tako. Ja. Čeprav to zdaj že imava obljubo. Ne, Matija to imava bo. Ja. Pol Matija. Tako da ja, nič. Najlepša hvala. Ja. Hvala, ker ste prišli. Če prebral, naj še prebere. Hvala za vsa vprašanja in vabljeni k branju. Tako.